Ne glede na to, za kakšno obliko pojavno gre, je pa osebam skupno to, da doživljajo eno od oblik nasilja. Kaj je neki skupni imenovalec, zakaj posameznice pristanejo kot žrtve v tem sistemu? Vedno je ena ranljivost. Ampak velikokrat so pa ujete v ta film, da ne vidijo, preprosto ne vidijo neke druge možnosti in mislijo, da je to. Pa ker ni dohodek zdaj nek tak, da bi rekel, da to pa zdaj pa toliko zaslužiš, da pa drugje pa ne boš, ne. Daleč od tega. 75 takšnih, ki so rekli, da so imeli še v času mladoletnosti. Hej, če ti je podcast všeč, se naroči na kanal, stisni like in pusti komentar. S tem pokažeš podporo nama in ekipi ter poskrbiš, da podcast doseže več ljudi. Če bi rad naredil korak še več, pa lahko obiščeš najno spletno stran in nama podariš kavo. Hvala, se vidimo. Čau. Polona, najprej me zanima, kaj te je poneslo, da si pristala v tej branži oziroma da pomagaš ljudem s takimi težavami. Videla sem oglas, da iščejo prostovoljce in sem se prijavila. Sem šla na usposabljanje, to je bilo res že dolgo nazaj, 2007. In me je tisto izobraževanje, usposabljanje čisto potegnilo, no. Tema, kaj delajo, kaj delamo zdaj, ne? Komu se pomaga, na kakšne načine pomagamo. In potem sem začela počasi, predvsem sem pomagala takrat s tolmačenjem španščine in učila sem slovenščino žrtve oziroma uporabnice programov. Potem sem se pa 2011 zaposlila in to. In kako se zdaj pomagate, oziroma kako si začela pomagati v tem društvu Ključ? Se pravi, imamo razne programe, ne? Varni prostor imamo za žrtve trgovine z ljudmi, potem, ko grejo čez tisto prvo fazo, ko dobijo, psihosocialno svetovanje, malo razbremenitve, ko se uredi neke nujne zdravstvene zadeve, se že začne razmišljati potem o reintegraciji, to je ta drugi program, v okviru katerega pač predvsem se učimo slovenščino, se učimo slovenščino, neka usposabljanja, morda grejo delati vozniški izpit, išče se bolj varno zaposlitev, išče se neko novo prebivališče, še naprej se nadaljuje z psihosocialnim svetovanjem, s terapijo, če je potrebno, če si to želijo uporabnice, pravno svetovanje, v glavnem vse, kar neka žrtev oziroma oseba z izkušnjo trgovine z ljudmi potrebuje, jih skušamo, če le moremo, nekako zagotoviti. Je pa res, da so zgodbe različne, da imajo ljudje različne izkušnje, da za vse tudi mi nismo. Se pravi, kadar pride k nam kakšna oseba, ki ima kakšno hudo obliko zasvojenosti, ki ima kakšne težave v duševnem zdravju, tukaj potem smo zraven, sicer podpiramo, ampak tudi nekako pričakujemo, da poiščejo pomoč pri strokovnjakih, torej da se gredo odvajati, da grejo do pač poiščemo psihiatrično pomoč, ker mi delamo neko psihosocialno delo, ne? To ni terapija, to ni za te neke res akutne stiske, ali pa recimo, ko je oseba samomorilna, s čimer se tudi pogosto srečujemo. Takrat je pač treba poiskati neko zunanjo pomoč, tega Ključ ne more nuditi. Ampak vse ostalo in podporo pri tem in podporo pri spremstvu, na policijo, na primer, ali pa na sodišče, na pričanje, vse to pa nudimo. In to je ta pomoč, zaradi katere je vredno hoditi v službo. Pa zaradi napredka, no, potem, ko ga vidiš pri uporabniku, večkrat delamo ženskami, ko vidiš, kako se v bistvu, ko pride na primer varni prostor in je v slabi koži in so žalostni, potrti, nekako se slabo počutijo, nimajo nekih prehrambenih navad, v krču so zaradi nekega strahu, ki ga čutijo, morda hoče samo čim prej začeti delati, da bojo lahko neke dolgove odplačali. Ko vidiš, kako se umirijo, no? Kako še vseeno potem počasi napredujejo, kako se jim stvari postavijo, kako to je tisto, no, zaradi česar po mojem vse, tudi moje sodelavke in prostovoljci in prostovoljke delamo to, kar delamo. Super. Rekla si trgovanje z ljudmi.
Kaj vse po to vštejete, s kakšnimi problemi vse pridejo? Ja, Posamezniki. različne oblike so trgovine z ljudmi, trgovanja z ljudmi. Najbolj pogosto prepoznana oblika je torej siljenje v različne oblike spolnega izkoriščanja. Potem pa sledijo prisilno delo, delovno izkoriščanje, prisilne poroke, služabništvo, siljenje v izvajanje kaznivih dejanj, prisilno beračenje, trgovina z organi, tkivi in krvjo tudi. To vse so v bistvu oblike trgovine z ljudmi in velika večina teh oblik se pojavlja tudi v Sloveniji. Zdaj na nekatere primere naletimo, bodi si mi ali pa preko nekih drugih nevladnih organizacij oziroma morda policija prek svojih nekih preiskav. Veliko tega pa ne vidimo oziroma ne izvemo in veliko ljudi dejansko živi v res hudih oblikah izkoriščanja. In ne glede na to, torej za kakšno obliko pojavno gre, je pa osebam skupno to, da doživljajo eno od oblik nasilja, nekatere fizično, večinoma pa vsaj ekonomsko nasilje, torej da niso za svoje delo plačani, da imajo neko dolgovno odvisnost, zaradi katere pač so prisiljeni delati tisto, kar jim je rečeno, da pač morajo. Velikokrat so deležni določenih groženj, torej nekega psihičnega nasilja, verbalnega nasilja in pa seveda tudi spolno nasilje je pogosto prisotno. In ko oseba to doživlja, večinoma same ne zmorejo brez neke podpore se postaviti na noge, iziti iz te situacije, ki je travmatična. Nekako se jim ponavljajo te zgodbe doživljanja zlorab in nasilja. In zato je zelo dobro, da osebe, ki pač doživijo neko takšno stvar, da poiščejo podporo, ker jim podpora v resnici pomaga pri tem, da najdejo nek način, neko pot, da se jim potem to izkoriščanje ne ponovi. Kaj pa bi rekla ti, ko iz izkušenj zdaj vidiš, kaj je neki skupni imenovalec, zakaj posameznice pristanejo kot žrtve v tem sistemu? Vedno je ena ranljivost. Večinoma niti ni samo ena ranljivost, ampak je več ranljivosti, ki se prepletajo. Ena od zadev je gotovo revščina, ampak zelo, zelo malokrat vidimo primere, ko je revščina edini razlog, da se je človeku zgodilo pač ena od oblik izkoriščanja. Še posebej pa, ko govorimo o spolnem izkoriščanju. Takrat je bilo zagotovo še kaj drugega zraven. Velikokrat gre za recimo morda slabo izobraženost, zaupanje v to, da bo pač v neki evropski državi bolje. Gre za to, da so osebe velikokrat že doživele, recimo to je značilno za žrtve spolnega izkoriščanja, da so doživele spolno zlorabo oziroma spolni napad v otroštvu, mladosti, da so doživele nasilje v matični družini ali pa nasilje v nekih prvih partnerskih zvezah, da se spopadajo z zasvojenostmi, da imajo morda kakšne duševne težave, morda tudi kakšne omejitve celo. Značilno za žrtve trgovine z ljudmi je, da morda zaradi različnih razlogov niso mogli živeti doma. Te razloge so lahko vojna, neke naravne katastrofe, zaradi katerih migrirajo. Te razloge so lahko tudi pač neko nasilje zasvojenosti v matični družini, zaradi katerih so bile potem osebe na primer nameščene v neke zavode, v stanovanjske skupine, v rejniške družine. Se pravi, da jim je manjkala ta neka osnovna povezanost, občutek, da nekam pripadajo, da jih ima nekdo rad. In potem iščejo te odnose, iščejo to ljubezen v nekih drugih krajih, ki pa niso vedno dobri, niso vedno zdravi, in to je lahko povezano potem s tem, da se nekje pojavi nekdo, ki z nekimi manipulacijami, grožnjami, prepričevanjem izkoristi to ranljivost, in tako se potem zgodi trgovina z ljudmi. In kakšni so pol vzvodi tega, recimo, pa lahko gremo kar konkretno do prostitucije, da pol se začne to izsiljevanje, pa neka obljuba pride, pol pa se ta obljuba ne začne izvajati, pa pol neko izsiljevanje. Ja, različno je. Tako, jaz bi rekla, so nekako mogoče trije načini, kako se oseba znajde v prostituciji. Ene so popolnoma zavedene. Ene osebe v resnici verjamejo, da bodo delale, kot varuške, kot natakarice, kot plesalke mogoče.
ali pa kaj čist X, ne, frizerke recimo. In potem pridejo v Evropo iz nekih držav, različnih, ne vem, Latinska Amerika, Ukrajina, tudi balkanske države. In potem so soočene s tem, da ne bodo, naprimer, frizerke, ne, ampak bodo morale, naprimer, se slačiti v nočnem lokalu, lahko je recimo tako uvod. Ne. In potem ona je dolžna cel kup denarja, da je sploh lahko sem prišla, ta šef ji reče, koliko je še njemu dolžna. In potem ona pleše, mesec pleše recimo in na koncu dobi neko rekla 200-300 evrov, ne. In pa reče, ne, če pa hočeš več denarja, če boš sprejemala stranke, boš pa, ne vem, dobila 50-60 evrov od ene stranke, ne. In je pač postavljeno v to, kaj ne zdaj naredim, zdaj sem tukaj, doma imam otroka, cela družina se zanaša, da bom jaz domov denar pošiljala. Je prav, ne bom pa sprejemala stranke, naprimer. Na ta način lahko je ta prisila. Ne. Ene vejo, da se bodo slačile v nočnih lokalih, pa se potem zgodi še dodatna prostitucija. Ene pa celo vedo, recimo osebe, ki pridejo že v Evropo, da jih čaka prostitucija, da pač pridejo s tem namenom, ampak si pa predstavljajo, da bodo imele samostojnost, da se bodo lahko same odločale, da bodo lahko izbirale stranke, da bodo imele nadzor nad tem, kakšne spolne prakse oziroma kaj se jim bo dogajalo. Ne. V bistvu pa zgubijo popolnoma vso kontrolo, pa še plačilo je slabše, ker se pač nek zvodnik, trgovec z ljudmi obesi na njihov zaslužek. Ne. Potem imamo pa še en način, to je pa ta način tako imenovanih loverbojev. To so pa v bistvu moški, lahko so v kriminalni združbi, zdaj opažamo, da so tudi primeri, ko niti ne gre za neko organizirano kriminalno združbo. Moški, ki zapeljujejo mlajša praviloma dekleta, jih čustveno navežejo nase, potem pa manipulirajo, lahko recimo pridobijo kakšna gradiva, posnetke, ne, seksa, pač gole fotografije in rečejo, če ne boš se, ne vem, sprejemala drugih moških, bom jaz te zadeve objavil na internetu in bojo vsi vedeli, kaj si ti, kakšna si, ne vem, karkoli. Lahko gre pa tudi za čist čustveno to zlorabo, ne? Če me imaš rada, boš to naredila za naju, mi boš pokazala svojo ljubezen na ta način. Recimo slišimo tudi za primere, ko imata oba v paru težave z zasvojenostjo, pa se potem mora ženska oziroma dekle prostituirati zato, da pridobi denar za droge za oba. Ne. Tako, postavljene so v res neko tako vlogo in tukaj tako žalostno, no, pač vse je na njih. In zelo so zmanipulirane in se počutijo uporabljeno, logično, ampak večkrat, ko se tako počutiš bolj, kot te nekdo izkorišča, se okorišča s tabo na takšen način, več takšnih negativnih izkušenj, ko dobiš, hitreje se potem ti zgodi, da se tvoja samopodoba poslabša, da začneš zase verjeti, da si nečesa boljšega niti ne zaslužiš in to je tista posledica prostitucije, ki je pač res problematična. Pa je te loverboji so v zadnjem času postali, kako bi rekli, aktualni ali? Ne, že preden sem jaz prišla na društvo Ključ, so se pojavljali in tudi niso samo v Sloveniji, so tudi po Evropi. Edina razlika, ki se mi mogoče zdi, da je tako, če bi rekla, kaj je razlika od takrat, pa kaj zdaj. Takrat je bilo bolj to res, da je šlo za neko organizirano zadevo in so potem tudi dekleta nekam odpeljali, kakor na neki izlet v tujino in so jo tam prodali. In je potem bila pristala tam v neki kriminalni združbi, ne vem, na Nizozemskem, v Nemčiji, ne, in je bilo res težko pobegati stran. Zdaj se pa že v Sloveniji dogaja ta zloraba, ne, in lahko, tako kot sem prej rekla, morda gre celo tako 1 na 1, ne, za tega fanta to delajo. Ne. Pa imamo pa še vse te razne nove oblike, ne vem, OnlyFans, pa potem neke zvodnike, ki tem ženskam, tudi dekletom na OnlyFansu jemljajo denar, kontrolirajo, kaj delajo, nadzorujejo njihove profile. Jaz verjamem, da je to tudi ena od oblik zdaj zlorab prostitucije, ne, oziroma ena od oblik prostitucije. Ste že imeli kakšen tak primer, ki je se navezovala na ta OnlyFans, ker to je v zadnjem času se mi zdi kar popularna stvar postala? Ja, so se že obrnile kakšne osebe na nas s takimi izkušnjami in tisto, kar so pač povedale, je, da se počutijo zelo, zelo slabo, se soočajo z nekimi kar
hudimi stiskami, nekega denarja zares niso dobile, ker se je pač nekdo koristil izključno s tem njihovim delom. In ta občutek uporabljenosti, to, kad te nekdo tako zelo izkoristi, hkrati pa edine posledice tega, da te fotografije pridejo v javnost, da nekdo zve, da si ti to imela. Zdaj, ene se pač javno tako oglašujejo, vsem to ni v redu, ene to delajo tako bolj na skrivaj, ne želijo, da njihova družina to ve. In ko pride do tega, da se jim grozi s tem razkritjem, da bodo to vsi zvedli, da se vse njihova baza lahko poruši, to jih spravi v hudo stisko. Za vsem tem je neko izsiljevanje, da ostane, ali mentalno, ali pa tudi verjetno fizično. Ja. Pride tudi do fizičnega velikokrat. Ja, predvsem je, mogoče ni tako, da ostane, ampak da ostane pod nadzorom. Da se pravi, res gre za neko obliko nasilja, predvsem nad ženskami in dekleti, manj nad moškimi oziroma fanti. Fantje, kadar so izkoriščeni za prostitucijo, gre predvsem za izkoriščanje homoseksualne prostitucije v Sloveniji. Tako da, ne vem, težko si je predstavljati, če tega nisi doživel, oziroma tako kot pač v tem mojem oziroma našem primeru, ko poslušamo te zgodbe, zelo veliko je nekih predsodkov, pa minimaliziranja teh njihovih izkušenj. Veliko krat slišimo razne izjave, pa se to je boljš, kot delati za tekočim trakom, ali pa zakaj bi pa seksala zastonj, če pa si lahko še plačan za to. To sem predstavlja, kako res nimaš občutka, kaj se dogaja z osebo, ki ima neželene spolne odnose. To niso, in ker so stranke zelo pogosto do njih nasilne, temu sploh ne moramo govoriti spolni odnosi ali pa spolne aktivnosti, ampak gre velikokrat za spolne napade. In ko je oseba to doživlja dnevno, da je pač posiljena, da je zlorabljena, da so njene meje, osebne meje, te, ki si jih je ona postavila ali pa ki jih ona skuša uveljaviti, so pač pohojene, da nihče jih ne upošteva, ne spoštuje. Niti ne rabiš imeti, trgovca z ljudmi ali pa zvodnika zraven. Že sam ta izkušnja s strankami je takšna, da se velikokrat soočajo z nekimi hudimi oblikami tesnobe, depresije, samomorilnosti, ki sem jo že omenjala. Tudi raziskave iz tujine o tem govorijo, recimo med ženskami v prostituciji je zelo velik odstotek oseb, ki so pač že poskušale narediti samomor, zato ker to ni isto, kot delati za tekočim trakom. Gre za poseg v tvoje telo, in to tiste vrste poseg, ki ga ne preneseš tako zlahka, ki te res spravite v stisko. Mi si seveda ne želimo tako, ampak ne verjamemo to, kar delamo, in ko vidimo posledice in ko vidimo, koliko časa traja, da oseba preboli to, predela to travmo, če tako rečem. Govorimo o letih, o več letih terapije, pogovorov, nekih aktivnosti, pa še vedno na koncu se soočajo z neko slabo samopodobo, z občutkom, da so same krive za to, kar se jim je zgodilo, da si ne zaslužijo boljšega življenja, da si ne zaslužijo lepšega življenja. Ko to opazuješ, težko sprejmeš argumente, da se one slabo počutijo zato, ker jih družba stigmatizira. Pač meni je to tak argument, ki ima za lase privlečen. Verjetno bi jim bilo lažje, če jih bi družba ne bi toliko stigmatizirala. Jaz itak trdim, da bi družba morala stigmatizirati tiste, ki hodijo po tovrstne aktivnosti in se nad njimi znašajo. Sem jih mislil vprašati, ker so tudi del verige, kako bi rekel. Tako. Če ne bi bilo njih. Tako je. Glavni del verige so. To je tudi recimo razmišljanje teh nordijskih držav, Francije, Irske tudi, ki so dejansko upeljale nek model, ki mu rečejo model abolicije prostitucije ali pa model enakosti spolov. In to je model, ki dejansko kaznuje uporabnike. Se pravi, na kak način pa? Ja, mislim, kazensko jih preganjajo. Ja. Mislim, da je kazensko, mislim, da je finančno, po mojem je tudi zaporno. Pač to je kaznivo. Kaznivo je kupovanje tovrstnih storitev. Kar moramo vedeti, niti ne gre samo za te neke ženske.
recimo mi smo delali raziskavo 2 leti nazaj, oziroma 2 raziskavi, eno v 2022, eno pa v 2023, najprej med strokovnimi delavci, ki delajo z mladimi, potem pa še med mladimi samimi, o tem, kakšna je pojavnost zlorabe otrok za prostitucijo v Sloveniji. In so bile številke grozne. In mi si predstavljamo, da se to pri nas ne dogaja, da tega ni, ampak strokovni delavci so sumili za, okrog 200 otrok, da so prišli z njimi v stik, da so imeli izkušnjo zlorabe za prostitucijo. Mi smo pa prek 2000 sicer otroki na teh pogovornih urah dejansko naleteli na 75 takšnih, ki so rekli, da so imeli še v času mladoletnosti izkušnjo torej prodajanja spolnih aktivnosti v zameno za nekaj. Nismo želeli, da je samo denar, ker pač pri otrocih ni denar edina vrednost, ampak je šlo tudi za droge, za prenočišče, za kakšne druge pač stvari. 75 takšnih smo našli. In najmlajša je bila, ko se je to zgodilo, stara samo 10 let. In veliko med njimi jih je rekli, da so imeli izkušnjo, da se jim je to večkrat, torej da je šlo za ponavljajoče dejanje. Tako da to je prisotno med nami. Mi, ko normaliziramo določene zgodbe, se pravi, ko se normalizira neko tako nespoštljivo, nasilen odnos do žensk, ženska je pa samo nek predmet, ki ga jaz kupim, ki ga jaz uporabim. Ko to normaliziraš, potem se tudi kakšne hujše stvari počasno postajajo kar bolj sprejemljive. In jaz mislim, da v to sigurno spada tudi zloraba ranljivih najstnic, pa tudi najstnikov in celo še mlajših otrok, kot je pokazala raziskava. Ampak tudi, če govorimo samo o teh, ki so stare 15, 16, ki se jim pač to zgodi, to ni v redu. To res za njihovo življenje to predstavlja kar eno tako zgodbo, ki bo pustila tiste posledice, s katerimi se bojo pač morale soočati, jih morale predelati, verjetno bo pa potek oziroma čas, ki bo potekel do tistega momenta, ko bodo poiskale pomoč, prinesel še cel kup enih drugih zlorab, zaradi katerih bo potem težko. Aha, in ko si zdaj rekla o tej normalizaciji, mi je prišlo na pamet, kaj pa glede same dostopnosti pri mladih teh pornografije, pa to verjetno to tudi vpliva, da kot družba, mladi pridejo vedno prej in na načine, ki mogoče niso najbolj primerni na njih, predstavljajo to pornografijo. Verjetno tudi to vpliva, kaj misliš glede tega? Ja, mislim, so tudi neke raziskave narejene, da dejansko že zelo mali otroci pridejo prvič prek nekih čist prosto dostopnih kanalov, da prvič pridejo v stik s tem. Ne gre zdaj samo za to, da pridejo prvič v stik s tem, že to je lahko problematično, če so res še pač premajhni, si ne znajo tega razložiti, ne znajo postaviti v nek kontekst, mogoče se ne pogovorijo potem starši o tem, kaj so videli, ali pa staršem tudi nerodno, pa tudi ne morejo potem z tega skomunicirati pa pojasniti. Problem je pa še to, kaj vidijo. Zdaj tudi statistike tega klikanja, na razne te pornografske portale kažejo, da največ klikov, najbolj dobivajo razne take zadeve, ki so bolj nasilne ali pa bolj neke incistoidne zgodbe. Tako, neke take, kako bi rekla, neke običajne, bolj neke nišne. Neke take, mogoče ne toliko agresivne stvari, ampak dejansko bolj neke nasilne zgodbe. In to pa lahko zelo slabo vpliva na mlade, na odnose njihove, na to grajenje, na pričakovanja, pa na prepričanje, kaj je normalno. Mislim, normalno, to zdaj tudi mi ni ta beseda tako zelo všeč, ampak kaj je neko tako vedenje, ki je, običajno ali pa spoštljivo. Tako. Slabo vpliva lahko. Pa ne samo na fante. Zdaj fantje morda večkrat več tega spremljajo kot punce, ampak tudi punce
jasno gledajo stvari, tudi njih zanima in oboji lahko dobijo napačne predstave o tem, kako pristopati k nekim odnosom, k spolnosti, kaj je konsens, kaj je ta neka privolitev. Mi se z mladimi na pogovornih urah dejansko o teh temah pogovarjamo in je zanimivo videti, kako razmišljajo. No? Kakšen feedback dobite? Ja, tako, recimo tako imamo en tak kviz imamo, in pol diskutiramo, imajo oni možnost dati prave odgovore in pa se malo pogovarjamo, zakaj so kaj izbrali. In eno od vprašanj, ki mene, na začetku, ko sem začela to delati, kar šokiralo, kako je možno, da to sploh govorijo, pa sem videla, pač tako razmišljajo. In smo to naslovili. Recimo eno od vprašanj je, če je punca ful izzivalno oblečena, pa je pijana, pa zadeta, pol to pomeni, da je za seks. Ja, ful veliko fantov reče, ja, to zbere. S tem izziva, kao. Ja, da je ona takšna, nekaj, kar ona naredi, enostavno da privolitev kar v njeno uporabo. To smo se zelo veliko pogovarjali, se pogovarjamo s fanti o tem in hitro je, fajn je, ko malo njih vrže žogico, kar rečeš, ok, zdaj si prav, ti greš v fitness, oblečeš neko seksi majico, osko in se prav to pomeni, da hočeš zdaj s ta prvo punco, ko bo hodila s tabo seksi, hočeš, ja ne. Ja, kako ne, če si ravno kar to rekel? In pa kar vidiš tiste hrčke, ki se jim v možganih vrtijo, tako lušni so mi. No? In večinoma potem dojamejo, da to ni to, da je treba malo bolj počasno. Tako da na ta način se v bistvu skušamo odpirati to temo privolitve. Tudi pornografiji se pogovarjam. Sem se zdaj ugotovila, da v zadnjem letu je bilo kar na parih teh pogovornih urah, tako da so fantje začeli, ne vem, se še kdo drug z njimi o tem pogovarja, ampak da so začeli kar tako recitirati, zakaj vse je pornografija slaba. So bili prav tako, ja, lahko rateš zasvojen, lahko imaš potem težave pri vzpostavljanju nekih odnosov, pa pri spolnosti, pa ti lahko pa sploh seks ni dober zaradi tega, tako ful... Presenetili me. Podučeni. Ja, so bili tako podučeni. Kar v ene parih šolah se je tako kakšen pojavil, kar vse vedel. Tako da zgleda, da mogoče se še s kom drugim pogovarjajo. Nažalost, sicer velikokrat rečejo otroci, da se o teh odnosih pa o tem z njimi nobene pogovarjajo v šolah. To bi jaz si želela, da bi bilo drugačno, da bi in učitelji, neki svetovalni delavci in pa pač zunanjimi izvajalci našli nek način, da bi se odpirali te teme, ker se vidi, da mi smo zelo sproščeni, zelo je tak pristop pogovoren in ta vprašanja, ki jih imajo, ena so tako zelo v odnosih, kakšne so čisto takih nekih tehničnih zadevah, ker res pač ne vejo in potem vprašajo, ne vem, kaj je to lubrikant. Koliko pa so stari, recimo ti, ki so delujete? Začetni letniki srednjih šol ponavadi, se pravi 15, 16. Aha. Ja. To že... Včasih misliš, da bi pričakuješ, da bi celo več vedeli, pa vidiš, da ne. In to je ravno to, kar hočem povedati, da zelo, da nekaj svali v šolskem sistemu. Zdaj jaz ne vem, a se mogoče pri biologiji sam kaj pogovarjajo, pa so čisto neke take zadeve, pa si potem jih niti ne predstavljajo zares, o odnosih pa sploh ne govorijo. No? Ja, ker mi smo, če sam z svojega izobraževanja črpam, mi smo ta biološki del, kako bi rekel, obdelali, nismo pa tega odnosa, pa potem tudi vseh drugih nevarnosti, ki lahko pridejo zraven do vse te pornografije, nekih izsiljevanja itd. Se nismo toliko dotaknili, bolj smo se pa samega, kako bi rekel, spolnega akta, kot biološkega. Tako da, ja. Jaz sem tudi kakšnih spolno prenosnih okužbah ne vejo, kaj dostno, pa se mislim, mi nismo zdaj tam zato, da bi prav to, ampak vidim jih, ko včasih vprašajo, ali pa kam se grem pa lahko testirati, pa jim pač tako informacija damo. Tako zelo zanimajo jih te stvari, jasno, da jih zanimajo. To je neka taka tema, ki sploh pač še, ki si v puberteti, ti je ekstra, pač ja, hočeš provati, hočeš vedeti, hočeš biti tudi malo pripravljen. Tako da jaz verjamem, da manjka tukaj pogovora, da si otroci to želijo in da bi bili pripravljeni poslušati. In potem na ta način lahko ti v bistvu jim daš informacije o tem, kako zdaj preverjati to privolitev, kako se pogovarjati. Tudi konca, da privolitve ne moreš kupati. To je pa namen naših pogovornih ur, zakaj sploh hodimo, ker si tudi prej rekel, kaj pa z nekimi pač z uporabniki. Mi smo razmišljali na način, da zdaj starejše moške bomo verjetno težko prepričali, ampak dajmo probati pa vsaj mlade fante
odučiti te ideje, da je, ne vem, fajn imeti v življenju na bucket listu, da boš pa enkrat šel k prostitutki ali pa da boš, ne vem, hodil v nočne lokale, da boš to, kaj to pomeni, kaj se skriva za tem, kaj se jaz verjamem, da ne razmišljajo, ne. Tako da iz tega ven gremo, potem se pogovarjamo o odnosih, pa pridemo lepo do tega, zakaj pa mogoče prostitucija tudi ni okej, kaj prinaša za sabo. Da se vrnem mogoče malo nazaj na žrtve, kako dolgo pa traja, ponavadi nekje, verjamem, da je različno, to samo nazaj socializacija, pa bolj samo zdravljenje, nudenje pomoči, kakšno je to neko obdobje, pa kaj vse nudite tem žrtvam? Ja, pri nas v programih so lahko kolikor časa nazdravijo, no, ni zdaj. Torej, varni prostor sam po sebi je sicer omejen, je omejen s časom trajanja postopkov na sodišču, kar je tudi lahko ful dolg, ampak praviloma jih mi spodbujamo k samostojnemu življenju prej, ker varni prostor je omejujoč, ne, nekomu se moraš javljati, kje si, ne smeš nobenemu povedati, kje živiš, tako ni to tako, da to je tako, za neko začetno obdobje je okej, ker pač to rabiš, ker rabiš to varnost, pa ker ne rabiš več tega, ker ni varnost več na ta prvem mestu tistega, kar potrebuješ, ampak so neke druge prioritete, takrat je pa dobro potem, da se jih spodbudi bolj v neko samostojno življenje. Ostanejo pa z nami v stiku prek svetovanj, prek terapevtskih delavnic, psihoedukacijskih delavnic, nekih prostočasnih aktivnosti, kot sem že prej rekla, neke učne pomoči, pomoč potem pri pripravi na, ne vem, mogoče razgovore zaposlitvene ali pa pisanje življenjepisov, tudi pomagamo jim poiskati kakšne delodajalce, ki so okej. Tako, spodbujamo na različne načine. Zdaj, koliko časa traja, jaz bi rekla, se zelo razlikuje tudi glede na obliko izkoriščanja, ki so jo osebe doživele. Se pravi, te osebe, ki so doživele različne oblike prisilnega dela, delovnega izkoriščanja, hitreje napredujejo. Rabijo nekaj mesecev, toliko, da pridejo k sebi, pa so potem počasi se postavijo, pa grejo v neko boljšo smer in je kar okej. Podobno z, ne vem, doživetjem služabništvom. Prisilne poroke so že dlje traja, zaradi tega, ker pri prisilnih porokah je bil tudi element nekega spolnega nasilja, doživetega, pa še družina te je prodala, ne, in to težko sprejmeš, to težko se s tem traja malo dlje, no. Najdlje traja pač proces pri osebah z izkušnjo prostitucije, zaradi tega, ker je tam tudi teh nekih travmatičnih izkušenj daleč največ. Povezane so s spolnim nasiljem, z nekimi zlorabami zaupanja, slabo samopodobo, pa tako, kot sem prej rekla, zelo velikokrat se osebe, ki so v prostituciji, začnejo, se pravi, zasvojenost ni nujno razlog, je lahko razlog, da postaneš, se pravi, da se znajdeš v prostituciji, ampak lahko je pa tudi nekaj, s čemer si potem pomagaš, da preživiš, ne, oziroma droge so nekaj. Realnost, ne. Tako, in potem se navlečeš na droge, alkohol, in preprosto je potem treba tudi to zdraviti. Velikrat je tako en cel kup enih težav, no, ki jih je treba nasloviti, tako da pač je proces bolj dolgotrajen. Omenila si, mi je bilo zanimivo, prisilne poroke se še to dogaja, oziroma v Sloveniji, kakva je to pogostost pojavljanja, da imate žrtev tega? Težko je reči, slaba je Slovenija v prepoznavanju, v identifikaciji, v pomoči potem tem osebam. V letošnjem letu smo, se pravi, Društvo Ključ ve za 3 deklice, da so bile prisilno poročene. To, da mi vemo, zdaj to nič ne. Še ne reši stvari. Pa to je samo tudi ena manjša, ne, to je manjše število. Ne. Tega je po mojem bistveno več, kot kar pač mi izvemo. Tako da, ja, je kar precej bolj pogosto, no, kot pa se o tem govori. Dogajajo se še po naših informacijah še vedno, pač predvsem v Mariboru pa Ljubljani. Dogajajo se znotraj nekaterih romskih skupnosti, pa tudi znotraj nekaterih drugih skupnosti, o katerih pa še manj vemo. Ja, težko je zaradi tega, ker gre za osebe, ki prihajajo iz enih bolj zaprtih skupnosti, ne? Žrtve, konkretno govorim. In ker jim grozi, da če bojo poiskale pomoč, jih bo celotna skupnost izločila, se ne odločijo pač poiskati pomoč, ampak ostajajo v teh situacijah.
ker se bojijo biti čisto same na svetu. Ne glede na to, koliko je hudo, imajo občutek, da drugače pač za njih ne more biti. In potem pač ne grejo na policijo, ne grejo do nevladnih organizacij, ne pridejo do nas, ne, in jim težko potem pomagaš. Ja, se sprijaznijo verjetno s časom, pa probajo sprejeti. Ja, veliko oseb, ki doživlja nasilje, se na nek način dava ta, kako se temu reče, survival mode, ne? Ja. Se pravi, samo da preživim to, ne? Niti ne razmišljajo o tem, kaj naprej, pa kako poiskati rešitev, ampak samo iz dneva v dan preživeti. Ne zmorejo zaradi tega, kar doživljajo več, se pravi, več moči, nimajo te moči, da bi. Težko je, no, to se pravi, tako kot sem že prej rekla, ljudje, ki tega ne doživljamo ali pa nismo nikoli doživeli, res se težko postaviš v kožo človeka, poln si predsodkov, ja pa lahko bi šla, pa se ima dokumente pri sebi, pa zakaj pa ne gre, tam je šel policaj mimo nje na ulici, ja, zakaj mu pa ni povedala, ne, zakaj pa, ne, polni smo enih rešitev. Ker pač nismo v njihovi koži. Ne vemo, zakaj, kaj je tisto, kaj je tisti strah, ki jih omejuje, kaj je tisti sram, morda, zaradi katerega ne upajo povedati. Kaj vse verjamejo, da so si same krive, da je tako. Pa pač vemo, da je za nasilje vedno odgovoren tisti, ki ga povzroča, nikoli ni odgovorna žrtev. Ampak tudi družba, ne, v resnici. Saj tudi v družbi imamo mi velik problem. Jaz sem bila zdaj šokirana ravno par dni nazaj s tistim primerom tega umora, te gospe v Pivki. In potem sem na Facebooku je bila celo neka objava in ljudje z imeni pa priimki, kakšne grde stvari so pisali o tej ženski, sploh je ne poznajo, kot da si je zaslužila, pa ne vem, da je varala svojega moža, pa sej, ne vem, je ta tip možu še uslugo naredil, pa takšni komentarji, sploh noben ne ve, kaj je bilo, zakaj, to on je to naredil, zato ker je z njim nekaj bilo, pač, z njegovimi pričanji je bilo nekaj narobe, če je verjel, da sme na takšen način rešiti kakršenkoli problem je pač imel z njo, ne, ampak to, ko vidimo mi v bistvu, kako družba sploh ne obsoja tudi teh najhujših oblik nasilja, kot je umor, ampak se išče izgovore za povzročitelje. Ja, ne, žrtve tudi to preberejo. One tudi vidijo, da so taki odzivi. One tudi slišijo te komentarje. In to se jim zapeče nekam v možgane in tudi zaradi tega ne grejo. Pa se bodo vsi rekli, da sem jaz sama kriva, ali pa da sem jaz nekaj narobe naredila, pa da sem jaz, ne. Plus, da jim tudi povzročitelji govorijo, ti si sama kriva, mi smo tebe kupili, recimo v primeru prisilne poroke, mi smo tebe kupili, ti boš zdaj delala, ti si zdaj naša, mi smo te kupili kot kravo, ti boš delala to, kar ti bomo rekli. To tako je. Tako je bilo že za tvojo mamo, pa za njeno, pa za, ne. Takšno je pač tvoje življenje. Ti si tukaj zato, da rojevaš otroke, ubogaš moža, pa skrbiš za celo moževo družino. To je to. Nimaš kaj si pržgati radiatorja, če te zebe. Ali pa se vsesti pa televizijo gledati. Ne, pač. Zakaj, kako si to predstavljaš, ne? In ko je to tako, ves čas se jim govori take stvari, ves čas se jih tako ponižuje, potem one tudi začnejo na eni točki verjeti, da je pač to tako. To je njihova naloga in zato, ker je ona pržgala radiator, si je ona zaslužila, da je pretepo. Čeprav pač, mislim, je nesprejemljivo, da je doživela tako nasilje, ampak tako funkcionirajo tudi možgani, no. Ja. Zdaj, ko si rekla o tem komentarju, sem tudi v sklopu podcasta dosta krat dobimo kakšen negativen komentar. Ta, ki je konstruktiven, mi je celo všeč. Ti, ki pa so nekonstruktivni, pa prav čutim, da se nešče hotel postaviti vlogo razsodnika in je pač po njegovem razsodu, da je to nekaj slabega, nekaj pa dobrega. In recimo v tem primeru, ko je nešče razsodil, da je smrt bila dobra, se mi zdi edini problem v tem, da so ti profili ljudi takšni, da oni še to napišejo, pa jih niti ni sram. Ne, ker ti, ki pa vejo, da recimo to slabo, pa ne napišejo ali pa mogoče, ne vem, v primeru prostitucije ne prijavijo, si mislim, pogledajo stran ali pa kaj takega. To mogoče opažam, ker je kar v primeru podcasta kar nekaj slabih komentarjev, ampak pol pa grem lajke gledati, pa je 20krat več lajkov, ampak samo se ni bilo potrebno izpostaviti. Zato mi je bilo lažje tem, ki so lajkali, samo to postiti.
To mi je za tak misel prišlo. Ja, mene je presenetilo to, tudi se pravi, ker sem potem dejansko šla klikati malo, to niso bili neki lažni profili, pač to so ljudje, ki imajo objavljene fotografije svojih otrok na Facebooku, tudi to več ne razmišljajo, ne? Da lahko vsak, da imajo vse cele profile odprte, da vsi vidijo celo njihovo družino, on pa tam piše, kako si ena ženska zaslužila, da jo nekdo ustreli, a ne, pač mislim, kakšen, ja. No, to. Pa prostitucija recimo tudi ena taka tema, v kateri ima vsak mnenje. Pač, vsak ima mnenje. Večina mnenj je, velikokrat imajo ljudje mnenje, da to moramo regulirati, to moramo zdravstveno je treba nadzorovati. V kakšnem smislu? Ja, da se morajo one redno testirati, da ne bojo one širile nekih, ne vem, spolno prenosnih okužb. Kada so one ver teh okužb, ne pa nekdo, ki jim jih nosi, nekdo, ki ne želi uporabiti zaščite, nekdo, ki si sname zaščito med tem spolnim napadom, pa jo zlorabi. Pa tudi v resnici, koga se ščiti, čigavo zdravje se v resnici ščiti, ko se mora ženska, ne vem, kolikrat bi se sploh morala vsak dan testirati, ali kaj, da bi bili srečni tej pridigari na portalih. Problem bi reševali na drugi strani, se mi zdi. Ja, seveda, pa plačevati morajo davke, Davke treba plačevati. To sem velikokrat slišal argument, da kradejo države. Tako. To sem si. Ne bo tako kot na Nizozemskem, pa v Avstriji, pa v Nemčiji, tam je vse urejen. Ja, seveda, da ni. Pač to je tudi en tak mit. Daleč od tega, da bi bilo urejen. V bistvu so se stvari ful poslabšale s tem, ko se je prostitucijo na ta način regulirali, legalizirali. Stvari niso, mislim, še vedno imajo trgovino z ljudmi, še vedno imajo otroke zlorabljene za prostitucijo. Nič manj ni, no. Nič manj ni. Če kje se izkazujejo neke izboljšave zdaj res v teh državah, ki so uvedle ta torej nordijski model, no. Ampak tudi tam ni še ravno idealno. Tudi mi na ključu ni, da si delamo otvaro, da zdaj pa, če boš pa prepovedal, Prepoved seveda pomeni, da osebe, ki so v prostituciji, niso nikoli kazensko preganjene. Kazensko preganjeni so torej uporabniki teh storitev, zvodniki, trgovci z ljudmi. Da boš rešil vse, ali pa recimo oglaševanje, da se prepove. To so majhni koraki, ki malo pač pomagajo. Čist do nule pa verjetno bo treba nek civilizacijski preskok narediti, ko se bo res, ko bo pač tudi nasilja nad ženskami nasploh manj, ko bo ta odnos se nekako izboljšal. Jaz mislim, da bo to tudi rešil problem prostitucije. No. Kaj pa so punce tudi, ki pridejo po pomoč, jim nudite, pa pol grejo nazaj v prostitucijo? Zelo malo je takih primerov. Vse sem pa tja, kakšen primer zgodi, ampak večinoma ne. Večinoma so tiste, ki pridejo pač po neko pomoč, podporo takšne, ki si res že želijo nehati. No. Mi imamo tudi program podpore osebam v prostituciji, se pravi, ko delamo s tistimi, ki so še v prostituciji v tistem momentu. Sam tudi te s časoma pol, ki se z nekimi pogovori pa to rečejo, jaz bi pa raje drugačno in probamo pol iskati neke druge načine. Ampak recimo, kaj imajo kot argumente, da še ostajajo not? Ja, denar, kaj bom pa delala, kako bom pa zaslužila, kaj naj pa napišem, kje sem pa prej, zdaj ne vem, delala teh par let. Velikrat so kakšne težave z zasvojenostjo zraven, in pač jaz rabim, zaradi tega, ker moram to pač plačati, da prijem do nekih drug. Tako, prepričanja so. Vse pol, ko se pogovoriš, če recimo ni kakšnih hujših zasvojenosti zraven, same pridejo do tega, da gre brez, no? Da ne rabijo tega. Mislim, da se da tudi za njih obstaja druga možnost. Ampak velikrat so pa ujete v ta film, da ne vidijo, preprosto ne vidijo neke druge možnosti in mislijo, da je to. Pa kaj ni dohodek zdaj nek tak, da bi rekel, da to pa zdaj pa toliko zaslužiš, da pa drugje pa ne boš, daleč od tega. Ampak ja. Jaz, ko sem v trgovanju ljudi, sem imel vedno predstavo trgovanje z organi, pa ne vem zakaj. Imate tudi kaj stika s tem? Zelo malo. Tega je v bistvu, jaz mislim, če odgovorim zakaj, jaz mislim, da velikrat, po mojem zato, ker je veliko v serijah, pa v filmih, je velikrat tudi prostitucija, ampak velikrat je pa tudi trgovina z organi, tkivi in krvjo in to bistveno večkrat, kot se to v realnosti pojavlja, sploh v evropskem prostoru. Zdaj, se sicer povečuje neko zaznavanje, ampak
kolikor jaz vem, je zelo malo primerov, ki bi dejansko bili preiskovani, pa da se zgodijo recimo na ozemlju Evropske unije. To ne pomeni, da se ne dogaja na obrobju Evrope, ali pa da se ne dogaja določenim družbenim skupinam. Tisti, ki recimo večkrat poročajo o tem, so predvsem prosilci, prosilke za mednarodno zaščito. Tudi ne sicer, spet nimamo primerov, da bi rekli, ne vem, da je nekdo ledvico vzel v Sloveniji ali pa tudi na Hrvaškem, no? Ampak primer, ne vem, so bili v nekem kampu, ne vem, bolj na jugu, ne vem, bila Grčija, morda Makedonija, ne vem. In je bil, to sem se jaz recimo pogovarjala z eno gospod, in je imela brata, ki je imel kompliciran zlom noge in so ga odpeljali na operacijo in potem je imel še brazgotino na predelu trebuha. Ne. Ja. Ne vem, v enem dokumentarcu sem gledala enkrat, na BBC-u je šel en novinar v en kamp, mislim v Turčiji, in je tam tudi bil en gospod, mislim, da je bil iz Sirije, ki je prodal svoje oko, zato da je dobil denar, da bi plačal tihotapcem, da bi družino spravil v ne vem, kam je želel, v Nemčijo verjetno. Tako da trgovina z organi tkivim krvjo je prisotna. Zdaj samo vprašanje, koliko to pride prav v Evropo, ali so recimo morda Evropejci, kako bi rekla, potrošniki, ali kako bi rekla, se grejo kupati organe kam bolj na, ne vem, na globalni jug ali pa vzhod. Ne vem, nimam tega odgovora, ampak v Sloveniji nimamo, ni zaznanih primerov. Verjetno tu ne pride toliko pomoč iskati k vam. Mislim, verjetno bi izvedeli za te primere, če bi policija izvedela za njih. Tako bom rekla. Če bi šlo za neke preiskave, potem bi se to izvedeli in bi bilo. Dokler pa tega ni, pa ne vemo. Kako pa recimo sodelujete s policijo pa organi pregona, ker recimo zvete, da pride k vam nek posameznik, ki je bil deležen prostitucije, pa se želi tega rešiti, pa ne vem, včasih verjetno kdo hoče ostati anonimen, noče, da bi kdo še pol za njim prišel, ali kakšne so to zgodbe za... Ja, mi imamo podpisan sporazum o sodelovanju z Generalno policijsko upravo. To je tak sporazum, ki je kar fajn zadeva. Sporazum nam omogoča tako dve stvari. No. Eno je skupna izobraževanja, usposabljanja, neke treninge, zaradi tega, da si izmenjujemo znanje, pa da se tudi med sabo dobro poznamo, se pravi tisti kriminalisti, ki delajo na teh primerih, pa da vejo, kdo smo mi, kaj delamo, kakšne programe imamo, tako kaj tudi lahko, ne vem, kje lahko sodelujemo, kje ne. Druga stvar pa je, da smo zavezani k temu, da jih v vseh primerih, na katere naletimo, obveščamo in oni potem v skladu s tem sporazumom naj bi na teren potem pošiljali v resnici, ne vem, kriminaliste, ki so usposobljeni za preiskovanje tega kaznivega dejanja. Ali pa če mi naletimo na neko možno žrtev, se dobimo z nekim kriminalistom, ki ve, kaj je ta problematika. Ne? Ni nam treba iti, ne vem, na policijsko postajo. Sporedno to deluje. Tako, ja, na nek način pač zagotavljamo, ta sporazum naj bi zagotavljal malo višjo kvaliteto obravnave žrtve, zaradi tega, ker gre za toliko nekega pač občutljivo temo, ne, da je res pomemben pristop. Tako da to je recimo zelo pozitivna stvar. Kaj je bilo vprašanje? Če se pa žrtve recimo ne bi rada izpostavljali. V primeru anonimnosti je pa tako, da se pravi, ko nam nekdo nekaj pove, mi imamo tudi anonimno telefonsko linijo. Ne? In če nam zdaj povedo, da se jim je nekaj takšnega zgodilo, mi poročamo o primeru, ampak poročamo o povzročitelju. Če želijo žrtve ostati anonimne, jih ne razkrijemo. Se pravi, tam se je to in to zgodilo, ne povemo pa komu. Ščitite žrtve, ne pa povzročitelja. Tako, povzročitelja ne, dolžni smo o tem poročati. Večinoma jih sicer spodbujamo, tiste, s katerimi delamo, jih spodbujamo, da vse gredo na policijo, pa povejo, kaj se jim je zgodilo, ker pač res gre za velikokrat za organiziran kriminal in je treba pač nastopati z vseh koncev, da je učinkovito. Včasih nekateri preprosto ne zmorejo, se odločijo, da ne bojo, ampak mi pomagamo tudi takšnim. No. Tako da ne pogojujemo sodelovanja s policijo. Državni programi, se pravi tisto, kar nam financira Ministrstvo za notranje zadeve, je pogojevano. Velikega problema pride, če oseba ni državljan Slovenije ali pa državljan EU.
zaradi tega, ker da lahko dobi status na podlagi 50. člena zakona o tujcih, status žrtve trgovine z ljudmi, ki pač omogoča potem legalizacijo prebivanja tukaj, pa tudi delo, pa tako, mora sodelovati s policijo. Tako da v teh primerih jih pač res spodbujamo, da ne grejo, no? da se to nekako uredi. Zdaj, če pa niso državljani tretjih držav, potem je pa na njih, da se odločijo, kaj in kako bodo. Včasih je težko spodbujati. Tukaj sem jaz, oziroma ne jaz, naša frustracija malo v službi, kar je to spodbujati sodelovanje z policijo, s tožilstvom, a ne pa samo na koncu povzročitelji velikokrat, ne vem, niso obsojeni. To sem tudi mislil vprašati, ker bolj se malo nemočnega verjetno počutiš, da pa si le šel prek svojega limita, sodeloval, pa si videl, da si vseeno ostal. Ja, za žrtve je to velik problem. Sej mi to že prebolimo, ne? Pa smo jezne, ampak greš naprej. Za žrtve je pa to velik problem. Zakaj? Zato, ker one potem dobijo občutek še od zunaj, da ni, se pravi, sama sem bila kriva, ne, se sem vedela, da sem bila sama kriva, se zdaj mi je pa še oni so rekli, da sem itak jaz v bistvu kriva, če on ni kriv, kdo je pa drug kriv, kot jaz, ne? Saj ni bilo tako hudo. Ja, saj ni bilo tako grozno, ne, jaz pretiravam, tako, to je slabo, zdaj, ker doživijo ful velik, mislim, skozi programe grejo, zelo napredujejo, si postavljajo življenje, ne, pa to sporočilo dobijo od zunaj. In včasih to res skrb malo poruši vse to, kar smo prej dosegli s skupnim delom in je treba kar veliko nekih pogovorov, da gremo prek tega, oziroma da grejo one prek tega. Se pravi, mi zaposlene to že lahko, ne, nas razjezi, njih pa prizadene in je to samo še ena taka neprijetna izkušnja na vrhu vseh ostalih. Se na vas obračajo tudi kaj, kot si že prej omenila, delavci z tretjih držav, ko prihajajo v Slovenijo? Ja, pogosto se. Zdaj ali prek delavske svetovalnice pridejo na nas nekateri tudi direktno. To imamo pa sploh problem, no? Ker tega Slovenija trenutno ne prepoznava kot trgovino z ljudmi, če ne gre res, mislim, oziroma tako, ne vem točno za kakšne primere bi mogli, da bi bilo res dovolj grozen, rečejo temu kršenje temeljnih pravic delavca, sicer to tudi se preganja in so potem delodajalci, ki znajo, ampak ni isto kot trgovina z ljudmi, ne? Tukaj so predvsem globe, ne vem, če so kakšne pogojne kazni morda. Tudi če so obsojeni, ni to, ne? Trgovina z ljudmi je vseeno resna zadeva in je to tudi sporočilo resno. Zdaj se pa izkorišča te ljudi iz Filipinov, iz Bangladeša, iz Pakistana, Indije, Nepala, delajo v raznih sektorjih, delajo veliko, po 10-12 ur na dan, vsak dan, za svoje delo so zelo, zelo slabo plačani, doživljajo fizično nasilje, doživljajo grožnje, domov si želijo pošiljati denar, ker jih tam pač cela družina se spet zanaša na ta njihov dohodek, ta dohodek je pa tako slab, da nimajo skoraj kaj pošiljati. Velikokrat živijo v takim namestitve uredi delodajalec in te namestitve so zelo slabe, ne, tako pač, ja, neprimerne. Še vedno se dogaja ta sistem tople postelje, ne, da je dopoldne en v eni postelji, popoldne pa drug, ne, ki delajo na izmene. A res? Ja, tako, take stvari res ne živijo, no, človeka vredno življenje in težko je jim je pomagati, velikih je, mi smo v letošnjem letu že prek 50 takih oseb, prek 50 takimi osebami prišli v stik. Večinoma so tujce? Ja, tujci so. In če ti nimaš nekih kapacitet, kam bi jih zdaj umaknil, neko krizno namestitev, kot imamo sicer za neke druge primere, ampak to je malo, tudi mi ne moramo namestiti ljudi naenkrat, ne vem, 12, 15, 20 naenkrat, kako boš to naredil, to je zelo težko, no. Nimamo kapacitet, da bi jim pomagali, pa lahko pridejo, povejo, pa grejo pa nazaj k temu delodajalcu živeti, ker pač itak drugam ne morajo iti, k temu istemu delodajalcu, ki jih je prej, ne vem, tepel. To je tako, to je kar ena taka problematika, s katero se zdaj veliko ukvarjamo, tudi jo veliko naslavljamo, saj so neki pač odzivi, iskanje rešitev tudi strani, ne vem, ministrstva, vse nam rekla, da se pretvarjajo zdaj, da tega problema ni, ne, se ga naslavlja, ampak
so ene situacije, ki jih je treba rešiti hitro. Ne pa, da bomo mi zdaj se 2, 3 leta, 4 leta sestankovali pa pogovarjali. Ne, pa tudi, Egzaktno. Takoj, pa tudi ni to problem od danes. Zdaj le se mogoče samo povečuje število ljudi iz teh tretjih držav, tako kot sem prej rekla, Filipini, Bangladeš, Indija in druge države. Ampak vse smo že zadnjih, 20 let imeli pa delavce z Balkana, pa je tudi jim ni bilo fajn. So tudi grdo delali z njimi, so tudi jih izkoriščali, jih tudi niso plačevali za delo, so se fizično na njih spravljali. In te ljudje so ostajali zaradi nekih dolgov, zaradi tega, ker so čakali na tiste plače, ki bi jim jih moral izplačati, pa jim jih ni. Pa če bom zdaj šel domov, pa za one 3 mesece, pa res ne bom dobil tega denarja, pa se doma mi sploh ne bojo verjeli, da v Sloveniji nisem bil plačan, ker pač, Slovenija je pa tako urejena država, Evropa, veliko revščina doma, pač dolgotrajna nezaposlenost in pač to so razlogi, to so ranljivosti, zaradi katerih je nekdo izkoriščen. In če zraven damo manipulacije, grožnje, recimo grožnja, ki jo zdaj najpogosteje slišijo, je, če ne boste delali točno tako, kot vam mi rečemo, in to je pač res ni limita k temu, kar si izmislili delodajalci, vam bomo preklicali dovoljenje, enotno dovoljenje za prebivanje in delo, in boste pač morali iti nazaj domov. In ko mi je prišel, zadolžil se je za 5-10 tisoč evrov, da je prišel v Evropo in zdaj mu nekdo grozi, da če pač ne bo delal tako, kot mu bo rekel, bo šel, gre lahko samo nazaj. Zadolžil se 5-10 tisoč evrov to pri agencijah teh? Ja, agencije, razne neke posredovalne agencije, ki so tam, pa tukaj, pa se med sabo povezujejo ali pa se delodajalci direktno povezujejo s tistimi agencijami. Tako, razne te kombinacije so, tudi ta denar smo zvedeli, si kar lepo razdelijo tudi, tako da, ja, to je ena taka zadeva, ko vidiš, kako nekateri ljudje so pač prepričani, da smo eni ljudje ali pa so eni ljudje vredni več in drugi so pač vredni manj. Ja, to se mi zdi osnovni problem. Ja. Od tu izvira. Ja, in ker so oni so pač vredni manj. On bi doma delal za, 50 evrov na mesec, le jih dobi pa 400. Pa se on mora biti hvaležen za to. Se postavi nad njega. Ja, čeprav minimalna plača krat 3, ampak ja, razumem. Si rekla, da že kar nekaj časa dela sklopa tega društva, bi rekla, da se to nasilje ali pa zlorabe so se kaj spreminjale, mogoče česa več, česa manj skozi ta leta, ali je več ali manj vse nekje tako? Ja, to se vedno tako nehvaležno opredeljevati, zaradi tega, ker je danes neki bolj v ospredju, jutro bo pa nekaj drugega. Ja, pa to je verjetno, ne veš, kaj se dogaja tisto, kaj ne pride do vas. Ja, tako Ti v bistvu, jaz lahko govorim o tem, kar mi zaznavamo, ali pa če se mi zdaj več imamo. Ja, recimo, sigurno primerov delovnega izkoriščanja, teh hudih oblik imamo več. Prej je bilo recimo največ izkoriščene prostitucije. Zdaj recimo se pa zdi, da je malo ta prostitucija šla iz ospredja, pa to ne pomeni, da se je nehala dogajati. Preusmerjamo pozornost. Tako da zelo nehvaležno reči, koliko je česa ali pa česa je več. Sigurno pa trgovine z ljudmi ni manj, kot takrat, ko sem jaz začela delati. Pač smo vsaj na istem, če se ni v resnici tudi dejansko število žrtev izkoriščanja povečalo. Že ves ta čas pogovora razmišljam, če pol kot družba recimo nek razvoj doživlja, ali je dejansko manj trgovina ljudi, ali se je samo spremenila, pa se preobrazila v nekaj drugega. Ne vem, vse verjetno odgovora na to ni. Ja, a družba doživlja razvoj? Ja. Jaz bi šla kar že na to. A sam živimo v neki utvari doživljanja razvoja? Ne. Ja, jaz tudi ne. Se sprašujem, glede na to, koliko je enega sovraštva, koliko se neti, koliko se ti, kako bi rekla, neki te neonacizmi dogajajo, šovinizma, koliko je v javnem prostoru, kako v bistvu nihče ne odide praktično, zdaj kakšen primer se zgodi, ampak ne glede na to, kaj tudi neke javne osebnosti počnejo, se ne umaknejo, zdaj bodi si so to politiki, bodi si kdo drug, kar ni sramu. Ni sramu, ja, ni več sramu, tako da jaz bi težko rekla, da je to ravno družba, ki se je zelo razvila. Jaz mislim, da nekatere vrednote se celo izgubljajo, da je morda še nekaj let nazaj, ne vem, je obstajala neka
malo več neke odgovornosti in da če se te je že razkrilo, si bil prisiljen se umakniti ali pa vsaj za nekaj časa malo potihniti. Zdaj pa ni več tega. In to je slab signal. Slab signal je, da če ljudje, ki so, ne vem, recimo na nekih pozicijah moči, delajo stvari, ki so narobe, ali pa se sumi, da delajo stvari, ki so narobe, in se potem ne umaknejo, kaj potem misli nek povprečen, če tako rečem, državljan. Že delaš, kar hočeš, se ni posledic. Integriteta ni potem. Jaz mislim, da je to zdaj eno področje, katerem smo kar slabi. No? Ja. Jaz, ko opažam, bi rekel, javne like, bi si želel večkrat, pa mislim, da bi to bil kar veliki korak, da bi javno sprejemljivo bilo to, da se pač upravičiš. Da ni okej nekaj, pa da si priznaš, da je bilo narobe. Ker koliko zdaj spremljam, pa se gre v nedogled, dokler bom zagovarjal svoj argument, samo da ne bom pred javnostjo izpadel, da jaz imam narobe, ali pa ampak s tem, ko venomer ščitim svoj argument, krušim to svojo integriteto. Za konec sem mislil, mogoče bi pa lahko kako zgodbo delila, ki je pozitivna. Ko je se kdo obrnil na vas, pa je pol to v pozitivni luči se obrnilo. Ja, jaz imam 2 taki zgodbi. Lahko. Sta mi zelo všeč. V enem primeru je šlo za mlajšo žensko dekle, ki je bila prisilno poročena, kupljena je bila v Maribor, kot nevesta, in je bilo zelo slabo z njo. Doživljala je hude oblike nasilja, zlorab, res je bila tudi v slabi koži, ko jih nam prišla, no, tako in fizične posledice in jasno neke duševne, v smislu res neke stiske, čutila se je, kako je traumatizirana. Ampak je šla je stran, no. To je bilo recimo že sam ta del te zgodbe, meni ga rada povem, ker je bila zelo pogumna. Šla je, zaklenili so jo v stanovanje, srečo imela, da je bilo v pritličju, šla čez okno, direktno na policijsko postajo. Tam je imela tudi srečo, ker je v bistvu naletela na enega policista, ko mu je začela neke svoje zgodbe razlagati, jo je kar ustavil in je šel potem iskati eno kriminalistko, ki je bila prav specializirana za trgovino z ljudmi, tako je vedel, da tole pa ne bo v redu. In je bila potem obravnava super, je šla v krizno, je pa šla v varno, je šla v reintegracijo, potem je pač bila zelo uspešna v šoli. Vsi, njen mož, njegova starša so bili obsojeni za trgovino z ljudmi, to je tudi taka velika stvar. Ona pa zdaj živi svoje življenje, nekje v tujini, je srečna, ima 2 otroka zdaj že. Ko je rodila prvega fantka, nam je poslala voice iz porodnišnice direktno, da bo tega svojega fantka naučila, da ne bo nasilen do žensk, tako kot smo ji pač mi rekle. Tako da to mi je bilo res tako, to mi je fajno. In tudi to, da se nam še vedno včasih oglasi, zdaj je spet za avto naredila. Tako, vidiš, da napreduje, da je življenje postavila, se pravi, da živi življenje, kot ga je ona si želela živeti. To je tisto, zaradi česar pač delaš, kar delaš. No. Koliko pa je bila stara? Ni še bila 18, ko je bila kupljena, ko jih nam prišla, pa je bila 18. Tako da zelo mlada. Je morala kar predelati, no, tudi te odnose z družino, kolikor vem, je sicer potem spet vzpostavila odnose s primarno družino, se je tukaj nekako oprostila to, kar se je zgodilo. Zdaj, tako kot ona pove, je v redu, ne? Jaz upam, da je res. Drug primer je pa bila gospa, ki je bila pa žrtev služabništva na enem od veleposlaništev. Tu v Sloveniji? Ja, v Sloveniji. Je kupljena, prišla je iz ene od tretjih iz neke afriške države, no, in je potem na tistem veleposlaništvu delala ves čas, no, par mesecev, sploh ni imela prostega dneva, konstantno je morala biti na voljo za zelo, zelo majhno plačilo. Pol je pa končno zdaj se več ne spomnim, mislim, da po nekih 8 mesecih dela je dobila proste nedelje. Ma ne nedelje, ampak nedeljska dopoldneva.
nedeljske dopoldneve. In je šla k maši in je tam tudi spoznala eno drugo gospo z nekim migrantskim ozadjem in je povedala, kaj se dogaja, in jo je ona pospremila do delovske svetovalnice, oni so potem nas poklicali. Smo se dobili, smo klicali policijo, so prišli kriminalisti, je šla v krizno namestitev, varno namestitev, reintegracijo, zdaj pa lepo tudi je ostala v Sloveniji, je poročena, živi, dela in potem, kar nam pove, smo še vedno v stiku, kar postavlja meje, tudi delodajalcem zelo jasno pove, da pač ona bo delala 8 ur, tako to je. Tako zelo je odločna, no, super, pač ima nekaj, sooča se z nekimi temi normalnimi, običajnimi težavami v življenju, ne pa s temi nekimi traumatičnimi izkušnjami in to je tisto, kar je ful pomembno, da pač našla je človeka za njo, našla delo si je našla, z nami se še vedno občasno dobi, da se pač malo pogovorimo, kakšno stvar pomagamo, kadar je treba, ampak to niso več te neke take resne traumatične zadeve, ampak bolj, neke take manjše ovire na poti. Da, pa v tem primeru recimo sicer ni bilo nekega sodnega epiloga, ker je pač bilo veleposlaništvo, tako da je slovenska policija lahko samo odstopila zadevo državi te ambasade. Veleposlanika so odpoklicali sicer, ampak ne vemo, če je v resnici se zgodil kakšen kazenski pregon potem v domači državi. V državi, kjer je, se pravi, državi od te ambasade, od tega veleposlaništva. Si lahko predstavljam, Ja, super. Jaz sem izčrpal vsa svoje vprašanja. Okay. Tako da, hvala ti za čas. Ja, z veseljem. Pa upravljajte še delo naprej, tako ste do zdaj. Zavzeto, pa s srcem. Sem čutil, da si, ko govoriš o teh zgodbah, da z energijo govoriš in je res prijetno poslušati. Hvala. Jaz mislim, da pa ne bom govorila samo o svojem imenu, da vse mi smo sicer same sodelavke, da res delamo to, zato ker res verjamemo v to, da lahko kaj spremenimo. Ker najhujše, kadar včasih kakšni pade malo morala, ker si kakšna stvar ne uspe, pa spet je kdo proščen, pa ne vem, pa se tam nekaj dogovarjaš, pa veš, kako bi bilo dobro kakšen del sistema pomoči urediti, pa te ne jemljajo resno, čeprav si v bistvu edini, ki ima izkušnje iz terena, pa ima stik dejansko žrtvami, pa ve, kakšne so njihove potrebe, ampak pa tam lahko si predstavljaš, ko se moraš potem s kakšnimi ljudmi, ki so, ne vem, uradniki celo življenje pregovarjati o tem, kaj je dobro, kakšni so standardi, kako moramo pristopati k temu, kaj pomeni, da imaš ti v središču svojega razmišljanja, svojega dela, svojih programov žrtev pa njene potrebe, ne pa ne vem kar neki. To te frustrira. Tako da včasih smo smo tudi kar jezne, ampak se pol med sabo pogovorimo, tako da to je tisto, kar je dobro, kar se spodbujaš, kar si lahko zaupaš tudi take situacije, tak te občutke, ali pa če drugega ne gremo pa na supervizijo, pa potem še tam predebatiramo te stvari in potem gremo naprej. In potem pride pa kakšen primer, ki pa res uspe, ki si pa res pomagal, pa je šlo res dobro, pa si naletel na kakšnega super delodajalca, ki je zaposlil, ne vem, 4 žrtve naenkrat ali pa 3 naenkrat, pa jih kličeš pol čez en mesec, pa so ful srečni, pa je vse dobro tam, kaj delajo. Tako, vidiš, da se da drugače in to nas potem žene naprej. Super, vztrajate, Danja. Hvala. Hvala ti.